karmična prognoza za mesec marec 2021 in darilo meditacija Kreator svoje usode. Pozdravljeni. Hvala vsem, ki me spremljate v TV oddajah in v tiskanih medijih, še najbolj pa sem vesela tistih, ki me spremljate v e-novicah. E-novice so brezplačne, naročite jih tako, da vpišete svoje podatke na naši spletni strani vizijeuspeha.com ali omgarden.si in namesto revije, za katero nimamo časa, vam letos pošiljam kar video prispevke. Tokrat prognozo in darilno meditacijo. Tako gre hitreje, tako kot vam bom povedala v nadaljevanju v mailing listi, kamor vam pošiljamo, boste tudi videli, da iščemo nove kadre. Ostanite z mano. Tudi tokrat imam za vas super brezplačno darilo, zato res ostanite z mano do konca. Ne poslušajte tega v avtomobilu, vzemite si čas in mir zase, ker v nadaljevanju sledi manifestacija oziroma meditacija Kreator svoje usode. Z vami sem Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka. Moj najbolje prodajen hit že zadnjih 4-5 let je branje dušnega zapisa. Moj najbolje prodajen spletni program je online ključ do duše in tokrat vabim nove člane, približno 15. Nekako sem si omislila na skupino 15 ljudi, ker 15 prostih mest se bo sprostilo ravno v marcu ob enakonočju začnem z vami. Se pravi, ne zamudite te priložnosti, naročite branje dušnega zapisa in vsem boste obveščeni. Tokrat, kot sem napovedala, poglejmo, na kratko preletimo mesec februar, zato da sploh mi lahko zaupate, kako moje napovedi delujejo. Mislim, da sem edina v Sloveniji, ki sem napovedala potres, naravne katastrofe, da sem že leta 19 za leto 20, ki je bilo tako zelo drugačno, edina povedala, da bo tako huda kriza. Mnogi so namreč moji kolegi, to so pač poslovni kolegi in ne moji osebni prijatelji, napovedali, da bo to super čudovito leto, na kar sem bila čist trda pred tem. Ampak zdaj poglejmo, kaj je bilo pa v februarju mesecu. Ja, ta februar mesec je bil, tako kot sem rekla, oddaji Klepet ob kavi, da je to mesec, kjer bi lahko se smejali, tako kot se smejemo najstniškim norčijam ali pa celo jokali tudi takim najstniškim norčijam. Začel se je z temi kulturniki, poglejmo fotografijo, ki so se uprli na tak način, da je bilo mnogim nesprejemljivo. Potem otroci, ki so bili vpleteni v množični štrajk, žalostno, tudi brez mask, vidimo na fotografiji, pa minister Hojs, ki je hotel svojo mamo na Hrvaško, tako kot da za njega ne veljajo pravila, in na njegov račun so mnogi komiki naredili zelo take atraktivne, smešne video štose na Facebooku in na YouTube kanalih. Smo se temu dogodku z mamo, ki jo je naš minister resničnostno izvedel, smejali. Namreč najstniška energija je pokazala vse svoje obraze v vseh svojih oblikah. Da ne govorim tudi najstniška energija v vandalizmu, ko so že poškodovali kulturni objekt, cerkev, žalostno in še. Skratka, vsak dan je bil en sam nori pust, v februarju zapusta pa še najmanj cirkusa, tako kot smo ga vajeni. In kaj sledi v marcu? Se pravi, nas najbolj zanima marec, karmična prognoza meseca marca. V marcu se bo na novo dograjevalo vse, kar zahteva ravnovesje. Tako kot bomo na vrtu preverjali, kaj nam rase, na katerem koncu kaj posaditi, kaj dodati, kaj odstraniti. Ko bomo sploh iskali ravnovesje, in to ravnovesje bo narava poskrbela. In mi, ker sledimo naravnim ciklom, čutimo, da
kako izgledamo ljudje, ki smo mogoče trpeli rahlo pomanjkanje sonca v zimskih dneh, kako hitro nam gremo ven iz ravnovesja. Kaj šele tisti, ki trpijo pomanjkanje ljubezni, pomanjkanje denarja, in verjemite, ob tem vam lahko pomagam. Ampak dejstvo je, da ne vsakemu in vse vprek, namreč sem mama 3 otrok in nisem mati Tereza, ki jo plačuje neka inštitucija. Jaz pač poskrbim za svoje domače in za moje tečajnike. Se pravi, tukaj vedite, ne pozabite, da ob spomladanskem enakonočju, to bo točno 20. marca, bom z vami sodelovala nadaljavo popolnoma zastonj. To velja za vse moje aktivne online tečajnike, ključ do duše. Namreč 20. marec je ena taka prelomnica, ko bomo preverjali in manifestirali. Do takrat se pa že lepo mi pripravljamo in seveda marec mesec je pomembno, da smo res pravi kreatorji. Narava začne kreirati, sicer mogoče še ni tisto pravo, kakor bo sledilo v jesen, da bi se vsule jabolke z dreva. Zato bomo lahko še na nekatere stvari čakali, nekatere se bojo pa že pokazali rezultati, kajti tako kot pri rastlinah, nekatere rastline rabijo, recimo krompir rabi 6 mesecev, da vzkali, nekatere solata rabi 3 mesece, ja, nekatere sadna drevja pa celo leto. Se pravi, imajo tudi naše manifestacije, imajo različne cikle. Priporočam vam, da vzamete v roko knjigo 36 karmičnih ciklov, da sledite svojemu ciklu in hkrati ob rojstvu in tudi ciklu v naravi. Priporočam vam, da imate vsak dan pred sabo vašo darmo, ki sem jo v okviru branja dušnega zapisa povedala, kje je vaš pozitiven, kje je vaš negativen aspekt. Priporočam mojim tečajnikom, da res sledijo na pozitivnem aspektu svoje božanske dušne matrice in da se za vsako ceno izognejo negativnim aspektom. Namreč ljudje živimo v 2 polih, eden kreira, eden je te, ki kreira, pravimo, da je konstruktiven, drugi je pa destruktiven, pa uničuje. Če človek napačno zastavi cilj, je tako, kot da bi šel na napačno pot, ne? In kaj je pomembno? Da smo kreatorji svoje usode, da smo močan kreator svoje usode, da se ne prepuščamo naključju. Se pravi, ostanimo samozavestni, čim manj odvisni od drugih, tem več smo samozavestni. Manifestirajte zase, ne za druge, kajti vaš manifestacijski plan morda ni v skladu z namerami ali pa cilji drugih. Kot ljudje veste, kako smo ustvarjeni, ne? Vse, kar vidimo, vse zgradbe, vse avtomobile, vse je rezultat manifestacije človeškega uma. Torej, prvo pomembno je to, da manifestirate sami pri sebi, v svojem umu, v svojem umskem telesu, kar je močno zastavljeno umu in tudi pravilno zastavljeno, ponavljam, po vaši božanski dušni matrici, je povezano s tem, da se manifestira v resničnost. Ta manifestacija, ki bo sledila, pa je orodje, da ustvarite, kar si želite v umu in na to vpeljete v svojo fizično realnost. Ta manifestacija vam bo v pomoč, da boste kreirali svojo usodo za stvari, ki so vam resnično pomembne v življenju, za stvari, na katere imate močan vpliv in verjemite, da ste mogočni gospodar svoje usode. S svojimi izbirami kreirate svojo usodo, zato ker ste nekoč naredili določene izbire, dokončali študij, se vpisali na študij ali pa ne dokončali študij, ali pa se ne vpisali na študij, ali pa se naučili enih delovnih navad, imate ene izkušnje, ali pa nimate določenih delovnih izkušenj. Vse to je opaziti tukaj in zdaj. Se pravi, nekoč v preteklosti ste izbrali odločitve, ki so vas pripeljale na točko, da ste sedaj tukaj tako, kot ste. In sedaj bomo pričeli z meditacijo. Ponavljam še enkrat, pomembno je, da niste pod vplivom alkohola, drog ali pa kakih drugih psihoaktivnih substanc.
Pomembno je, da ste umirjeni, absolutno, da niste v avtomobilu med vožnjo in usedite se lepo v miru, sedite tako, da so nogi prikrižani v lotusov sed ali pa preprosto jih prikrižajte po turško. Položite dlani na svoja stegna, dlani naj bosta usmerjeni navzgor in narahlo počivata. Zaprite oči, sedite udobno, globoko vdihnite in medtem ko izdihnite, se hkrati sprostite. Naredite še en globok vdih in ko izdihnete, se še bolj sprostite. Še globoko vdihnete, tokrat, ko izdihnete, naj bo sproščenost popolna. Sedaj napnite stopala, samo stopala. Napnite, 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 sprostite. Sedaj napnite spodnji del nog, spodnje mišice na nogah, samo te mišice na mečeh, samo od gležnjev do kolen. Napnite, 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 sprostite. Sedaj napnite stegenske mišice, napnite, 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 sprostite. Sedaj napnite mišice na trebuhu in bokih in zadnjici. Napnite, 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 sprostite. Sedaj napnite mišice na prsih, ramenih in hrbtu. Napnite, 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 zadržite napetost, sprostite. Napnite obe roki, napnite, 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 naredite pest in naredite napetost, napnite, napnite in sprostite. Napnite mišice na vratu, napnite, 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 sprostite. Napnite mišice na obrazu in zatilju, napnite mišice na obrazu, napnite, 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 sprostite. Globoko vdihnite in ko izdihnite, se sprostite. Začutite, kako se sproščenost širi po vašem telesu, od vrha glave pa vse do prstov na nogah. Opazujte se, kako plezate na vrh hriba ali pa gore. Začutite hladen zrak, prijetno hladen spomladanski zrak. In ko hodite navzgor, si dovolite, da dihate globoko in hitro. Dihajte na takšen način, globoko in hitro. Dihnite skozi nos in izdihnite skozi usta. Tako, kot da ste res zadihani, globoko dihajte, kajti hodite navzgor. Nadaljujte z dihanjem globoko in hitro.
Sedaj ste dosegli vrh hriba, vrh gore bi lahko rekli temu. Vaše dihanje je še vedno globoko in ste zadihani. Stojite na vrhu zelo visoke gore. Jasno vidite, kako stojite na vrhu zelo visoke gore. Ko pogledate dol, opazite ostale nižje vrhove, opazite doline in opazite napore in pritoževanja tistih, ki si ne drznejo hoditi na hrib ali pa plezati na tako visoko goro. Počasi se vaše dihanje normalizira in postanete bolj umirjeni. Mirno globoko vdihnite, začutite, kako vas zareže hladen gorski zrak v nosnicah, kadar to vdihnete. Kar naprej še čutite ta poseben občutek ob tem, ko ste na vrhu gore. Vaš dih je miren, sproščen in globok. Opazujte majhno točko, ki se sveti v sredini vašega čela med obrvmi. Opazujte, kot da je tam žareča kroglica, plamenček. Majhna svetleča kroglica na čelu med obrvmi. Opazujte in glejte z notranjim uvidom majhno točko bleščeče svetlobe. Glejte, kako raste v žarek svetlobe. Ta točka svetlobe od vašega čela se nadaljuje z žarkom bele svetlobe, še kar naprej raste navzven in sedaj je dolga že nekje 10 centimetrov od vašega čela. Opazujte, kako še raste za cel meter v dolžino. Na to 3 metre. 10 metrov daleč seže žarek svetlobe iz točke vašega tretjega očesa. 100 metrov. 1000 metrov. Opazujte ta žarek svetlobe, svetleč bel žarek svetlobe, kako je usmerjen od vašega čela navzven proti horizontu. Opazujte bel svetleč žarek, kako projicira naprej od horizonta v neskončnost. Opazujte žarek svetlobe iz točke tretjega očesa, ki se širi še naprej, še dlje od horizonta, naprej v neskončnost. Sedaj si zastavite 3 cilje, ki jih hočete doseči. Zastavite 3 cilje, ki jih hočete doseči, in torej 1 kratkoročni cilj, nekaj, kar hočete doseči v 1 do 3 mesecev. Nato si zastavite srednje dolgoročen cilj, ki ga hočete doseči v naslednjem letu ali 3. Nato si zastavite dolgoročen cilj, ki ga hočete doseči v naslednjih 10 do 15 letih. Najprej zastavite kratkoročen cilj.
Vidite ga jasno. Bodite natančni ob tem, kaj je ta cilj. Kaj je to, kar hočete doseči v naslednjih 3 mesecih? Točno natančen cilj, ki ga hočete doseči v naslednjih 3 mesecih. Opazujte, glejte, kar resnično hočete. Zadržite to sliko v svojem umu in vidite to, kako ste to že dosegli. Vidite ta cilj, ki je že dosežen. Vidite vse, kar je povezano s tem ciljem. Sedaj poglejmo srednje dolgoročen cilj. Glejte, kaj hočete doseči v naslednjem letu, v letu do 3 let. Opazujte, glejte, kar hočete doseči v naslednjih 3 letih. Bodite natančni pri tem, kar hočete doseči. Vidite ta cilj jasen. Jasno vidite to, kar hočete doseči v naslednjih letih. Točno, natančen cilj, vidite ga jasno in vidite ga, kako je ta cilj že dosežen. Opazujte, kako se počutite ob tem, ko je ta vaš cilj dosežen. Radost ob doseženem cilju. Začutite moč ob doseganju tega cilja. Opazujte se. Opazujte, kako ste dosegli ta srednjeročno dolg cilj. Sedaj poglejmo vaš dolgoročen cilj, ki ga hočete doseči v naslednjih 10-15 letih. Vidite ga jasno, bodite natančni ob tem, kaj je to, kar hočete doseči v naslednjih 15 letih. Najbolje, da je vaš dolgoročen cilj bolj vključujoč proces, sodelovanje in podobno. Najbolje je, da je vaš dolgoročen cilj vključen v dobrobit vsakega okrog vas. Najbolje je, da je ta vaš cilj tudi v soglasju z vašimi sokreatorji. Vidite jasno ta specifičen cilj, ki ga hočete doseči v naslednjih 10 do 15 letih. Vidite ga jasno in ga zadržite v svojem umu. Vidite, kako je ta cilj dosežen. Občutite radost ob dokončanju tega cilja. Občutite vašo moč ob dosegu tega cilja. In občutite dobrobit, ki se širi okrog vas. Vidite to jasno. Vidite svoj dolgoročen cilj. Začutite radost in začutite moč ob tem cilju in začutite dobrobit, ki se širi okrog vas. Svoj žarek svetlobe sedaj potegnite nazaj v točko 3. očesa. Zadržite ga nekaj trenutkov. Nato začutite okrog sebe, kako vas zlata svetloba ščiti, kot v nekakšnem energijskem jajcu. Na valovih umirjenega dihanja in izdihanja se bomo pripeljali tukaj in zdaj. Začutimo težo svojega telesa, začutimo svoja stopala, lahko pokrčimo, stegnemo, začutimo svoj obraz, lahko se malo nakremžimo, si z roko pomanemo čelo in ko bomo pripravljeni, lahko odpremo oči. Hvala za sodelovanje, z vami sem bila Aleksandra Winkler-Drole, karmična diagnostičarka. Hvala, ker subscribate ta video, hvala, ker mi sledite na spletnih straneh vizijeuspeha.com in omgarden.si.
Z vami bom v online programu Ključ do duše. Ne pozabite, prijava je do 15. marca, začnemo pa točno na enako noč 20. marca. Takrat bomo nadaljevali z našo manifestacijo in vsem mojim online tekočim tečajnikom od 1. do 7. stopnje bom tudi stala ob strani pri manifestaciji ciljev. Srečno!